tretja in tako zadnja današnja debata je bila debata o pesniški knjigi, drugi knjigi Blaža Iršiča z naslovom Človek pod luno. Knjigo je za Pranger izbrala Veronika Šoster. Meni osebno se zdi ta knjiga precej logično nadaljevanje njegovega prvenca Poezija za avtomehanike. Mislim, da je to tudi nekako poudarila Veronika v svojem predstavitvenem nagovoru. Gre tudi za, po njenem mnenju, nekako še bolj izostreno poezijo, še bolj dodelano poezijo, z seveda celo kopico tistih zelo posebnih primesi, ki so vsaj v našem prostoru v Blažev unikum. Seveda se je potem razvila tudi naprej krajša debata. Sama debata je bila polovico krajša od vseh ostalih, torej zgolj pol ure, vendar smo lahko slišali tudi zanimivo primerjavo, ki jo je podal Denis Škofič med Iršičevo knjigo in knjigo šovinistka Monike Vrečar. Potem je seveda tudi Diana, ki je izbrala Monikino knjigo, dodala nekaj replik glede tega, te nekako primerjave teh dveh knjig, vendar pa po mojem mnenju lahko najdemo kakšno stično točko oziroma verjetno več kot samo kakšno, pa vendarle gre za po mojem mnenju popolnoma drugo ozadje obeh knjig med sabo, tako da v tem primeru po mojem ne moremo nekako ju primerjati. Lahko ju mogoče primerjamo po sami neposrednosti, to je njuna stična točka, po odkritem jeziku, po neposrednem jeziku, po tem, da je obema avtorjama vseeno, kaj se bo kdo domišljal oziroma rekel glede na uporabo raznoraznih vulgarizmov ali pa kršenja raznoraznih dogem in ne vem česa še. Mogoče sta tukaj si zbirki podobni, ja. Drugače pa gre tudi na srečo konec koncev za nekaj popolnoma različnega. In ju je pa zanimivo brati, to je moja osebna izkušnja, eno z drugo, ker se ti odpira ful enih premišljevanj, ful enih vprašanj. Tako da zelo sem zadovoljen po prvem dnevu, sicer virtualnem zame dnevu. Počutim se kot en pesniški Assange. Klele, evo, tole je, kot vidite, za mano televizor, kup knjig in pa Jelko, maskota stanovanja, v katerem živim. To je bil zadnji prispevek od mene nocoj, tudi malo osebne note. Če bo Nina to dala noter, v redu, če ne, tudi ni panike. In komaj čakam jutrišnje debate. Verjetno me boste gledali dan kasneje. Čau, Vejca, Bavklicaj.